Четвертова подопниця, як тобі на обіз прийшла, серце отпрій і се насмей, поваб'ю честь брат напрей. Pěsem lipa indomača, to je náš začítný znak. Pěsem národno zabavná, známý jo prepěval sak. Bratě Boris, Primož, Marko smo podali se u svět. Skupaj s Antiem Bošťanom my smo dolijou kvintet. Glazba smysl je življenja, vedno nam je u pomoć. Da s prijatelji družino skupaj uživamo to moč. Festivali in zgoščenke, hiti z nami še živi. Največ vredni so aplauzi naše drage publike. Danes je naš rojstni dan, že 20 let ga mi slavimo. Glasba to je tisti dan, deli nam srečo srca žal. Polke, valče pojemo, zapli zabavo mi igramo. Pesem, ki prevzame nas, praznujmo z glasbo vsi na glas. Glasba smisel je življenja, vedno nam je v pomoč. Da s prijatelji družino skupaj uživamo to moč. Festivali in zgoščenke, hiti z nami še živi. Največ vredni so aplauzi naše drage publike. Danes je naš rojstni dan, že 20 let ga mi slavimo. Glasba to je tisti dan, deli nam srečo srca žal. Polke, valčke pojemo, zapli zabavo mi igramo. Pesem, ki prevzame nas, praznujmo z glasbo vsi na glas. Dober večer, dobrodošli, dragi prijatelji, v naši veseli družbi. Nocoj so z nami slavljenci, ki so konec preteklega leta praznovali 20 let glasbenega delovanja in nekako to slavje še kar nadaljujejo v letošnje leto in je prav, da so nocoj z nami. Rdeča nit nocojšnje vdaje pa bo predstavitev družinskega podjetja Dan Kuchen. Dan Studio Celje, če smo bolj natančni, ki je že tudi kar nekaj časa prisotno v našem knežjem mestu in zelo vesel sem, da se bom danes pogovarjal z vodjo studia Dan Kuchen Celje, Andrejo Križnik. Dober večer, dobrodošla, pozdravljena. V sicer mečkeno drugačni vdaji, danes gostimo vodjo Dan Studio Celje. Andreja, midva se že kar nekaj časa poznava.
A se lahko tikava? Prosim. Ja, bo nekako lažje šlo, da ne bova preveč uradna, čeprav bova danes povedala veliko, bi rekel, takih resnih in pa uporabnih stvari, dala neke informacije ljudem, ki vas mogoče ne poznajo prav dobro, pa mogoče za začetek poveva to, da Dan Kuchen v sami osnovi je družinsko podjetje, ki se lahko pohvali že z več kot 50-letno tradicijo. V Celju, v Sloveniji ste pa že tudi kar nekaj časa prisotni. Res je. Dejansko je Dan Kuchen podjetje, ki prihaja iz Avstrije, točneje iz Linca in letos je tudi praznovalo, v bistvu lansko leto, 50 let svojega delovanja. Ja, v Sloveniji so prisotni že tam od leta 90, mi v Celju smo pa prisotni od leta 2012 in nekako takrat, ko smo se mi odločili, da vstopimo oziroma pričnemo sodelovanje z podjetjem Dan Kuchen, je nekako bila naša želja, da postavimo v Sloveniji največji studio in to nam je tudi uspelo. Vsako leto ga še malo razširimo in nekako v tej viziji, ki smo jo sledili, smo tudi sledili tej tradiciji in nekako se nam je tudi poklopilo, ker vodja oziroma podjetje Dan Kuchen v Avstriji vodita mož in žena, tako kot tudi naše podjetje tu v Celju vodima midva z možem, tako da nekako smo kar neko sinergijo našli in mi si želimo, da poleg tega najdemo tudi sinergijo v tradiciji, da tudi našo podjetje Alfa Monti, Jurij Križnik SP v Celju ostane tudi najmanj 50 let. Je bil to zgolj slučaj, da ste nekako začeli po tej družinski plati sodelovati z družinskim podjetjem? Imajo to oni običajno prakso tudi drugje, sodelujejo na podoben način? Verjetno ne, ali pa tudi ja, to točno ne vem, je pa v bistvu slučaj nastal tako, da smo šele potem to nekako, ko smo prišli v Linz, ko smo bili sprejeti na ta prva pogajanja, ki smo predali našo predstavitev. Naj povem, da je mož že prej sodeloval z njimi, ampak ne direktno, indirektno na tem tehničnem področju in potem smo nekako dali skupno predstavitev, tudi moja v bistvu izkušnja od prej, ta del ekonomskega področja in nekako smo bili povabljeni potem k gospej Dancer, ki je prav posebna ženska. Moram reči, da ta sestanek mi je ostal v spominu za večno. To je gospa, ki ima neverjetno energijo in takoj, ko smo si podali roko, smo nekako našli skupni jezik. Tudi v samih pogajanjih izredno trda. Moram reči, da vodi podjetje, ki ima zaposlenih preko 600 ljudi. Vodi ga brez računalnika še vedno. Gospa ima pa krepko čez 60 let. Vodi ta del, kar se tiče poslovanja, prodaje in podobno, medtem ko mož pa vodi ta tehnični del in tako, ja, in takoj smo seveda ugotovili to z našo podobnost, da smo vsi mož in žene in da prihajamo nekako na isti način, na isto pot. Ja, in pa seveda njih zanima predvsem izkušnje, njih zanima te reference, ki jim lahko ponudimo in pa predvsem stabilnost nekega podjetja, ki seveda to je blagovna znamka, oni se Dan Studio kot franšizo ne daje vsakemu, dejansko moraš predstaviti se zelo dobro, biti pripravljen, jih navdušiti, imeti za seboj tudi stabilno finančno situacijo, tako da dobiš potem njihovo pogodbo za sodelovanje, ki pa moram reči, da je tudi seveda z obveznostmi, z določili in pa z velikimi prednosti v primerjavi z konkurenco. Ja, jaz te gospe sicer ne poznam, ampak verjetno se ne bom zmotil veliko, če bom rekel, da se ona drži nekega načela, zakaj nekatere stvari spreminjati, če takšne, kot so, dobro funkcionirajo. Rekla si, ne uporabljajo računalnikov, ne, ona že ve, zakaj ne. Ona ga ne, drugi ga. Ja, ok, seveda drugi ga, ker je pač proces tega. Ja, gospa je izredno zanimiva in moram reči, da ko smo se pogajali to, jaz sem prej imela veliko možnosti teh poslovnih sestankov, ampak ta je bil res neverjeten. Mi smo se pogajali do zadnje 100 pare, v bistvu gospa je na koncu ugotovila, da smo se zmotili za 60 stotin in je rekla, dobro, to vam pa podarimo, to vam pa ni treba plačati, smo rekli, hvala lepa, je res dobra popotnica. Ja, na nek način res, ima pa vrednoto, ki jo zelo nekako veže skozi svoje poslovanje, to je tradicija, dobro poslovanja z tistim, ki
prične sodelovati in če vračaš ti kot podjetje na drugi strani za dobrim, to sodeluje z njo lahko neomejeno. Točno določenih pogojev se je potrebno pri njih držati in oni se tudi vedno držijo točno določenih pogojev, tako dobave. Kar je zelo pomembno. Kar je zelo pomembno tudi nazadnje do strank, oziroma še pravzaprav za stranke, ker vemo, kaj vse je na trgu, kaj vse se obljublja, pri nas se točno lahko da določi dobavni rok, točno se določi tekoči teden, dejansko in točno na tisti dan je tudi dobave in mogoče včasih celo na uro točno. Andreja, hvala lepa za tole prvo rundo. Nekaj iztočnic sva dala tudi za prihodne najine pogovore, še kar nekaj jih bova imela. V naslednji rundi greva v domači Dan studio v Celje in poveva kaj več, kaj vse tam ponujate, kaj vse, s čim vse se ukvarjate. Skratka, dala bova eno takšno, se mi zdi, kompleksno sliko vaše poslovne dejavnosti. Jaz pa zdaj skočim do naših glasbenih gostov. Dober večer tudi vam. Ni naključje, ne? Ali pa je, da ste tudi vi iz Laškega, tako kot Andreja, ne? Ne, to ni naključje. To ni naključje, ne, ja. Vse drugače poznate, tudi sodelujete in zato smo se nekako dogovorili, da bomo skupaj povabili v studio dvojne slavljence. Slišali smo Dan Kuchen lani 50 let, vi pa lani konec leta 20. obletnico glasbenega delovanja. Ja, torej res, z Andrejo se že poznamo zelo dolgo, tudi skupaj sodelujemo na glasbenem področju, še kot je bila več v kulturi in teh dejavnostih. Ko pa je pričela seveda privat, smo pa tudi otvorili ta Dan studio in kar nekajkrat so bile zabave. Ja. Ok, 20 let ste praznovali, konec lanskega leta, tudi z enim imenitnim koncertom, ki je bil zelo odmeven. To je seveda nadgradilo vse tisto, pod kar ste potegnili črto pod teh 20 let delovanja, ampak zdaj me zanima to, če danes pogledate nazaj, ste zadovoljni s tem, kar ste naredili, bi kaj spremenili, bi šli po drugačni poti? No, mislim, da ne, vedno se potok recimo pač naredi, tako smo šli, taka pot je bila. Bila je tudi trnava, lepa in mislim, da ne bi spreminjali. Ja, Quintet Dori je en prepoznaven ansambl, ki se drži ene svoje kvalitete, enega svojega imidža in je potem tudi prepoznaven. Se mi zdi, da je to ena dodana vrednost ansambla, ki že toliko let deluje na glasbeni sceni. Torej se trudimo vedno, res nam je načelo biti pošten do glasbe, do poslušalcev in nekako to je naše vodilo. Tako tudi glasba nastaja in smo prav veseli, da seveda nas potem tudi podprejo, opazijo in da pride glasba tako na dan. Ok, 20 let že poslušamo vašo glasbo. Ne zdi se mi pa logično to, da ko vas pogledamo takole, vam ni videti, da ste 20 let starejši. Hvala lepa. Ok, nekateri so že zrasli, ne? Gledam na tale najn desni konec, na kateri so zrasli, tako po višini kot tudi inštrumenti, ne? Tu se vidi ta sprememba, drugače pa se mi zdi, da ste se že dovolj skalili, je to ali še to vedno traja? No, življenje je tako, da se mora skozi učiti, tako da to ne damo. Tudi vaje morajo biti tedensko redne in se tega kar držimo. Je pa lepo to, da svoje znanje, izkušnje predajate na mlade rodove, ne? To je seveda še en tist, bi rekel, en delež sebe dajete mladim, ne? Tako je, tudi v glasbenih šolih poučujemo, ja, tako da tudi na mlajše to prenašamo naprej. Ok, hvala lepa za tole prvo rundo in kar izvolite. Kot listje se vetru nemočno upira, usoda se z našim življenjem igra. Prepleta se radost in trpka tesnoba, ki v krogu skrivnostnem vsak dan nas ima. Naš boj hrepenenje za lepo življenje, pogosto v brezupu se hitro konča. So vredni trenutki, le srečni občutki, ki človek
Prehitro vsem nam čas beži, kam se mu mudi, v življenju vse se nam zgodi. Zdaj smo tu in več nas ni, ne bodi sam, saj z nami si, saj se svet sem nam vrti. Opusti skrb in vse hudo, da skupaj nam še lepše bo. Je delo, učenje, nenehno hotenje, je nekaj za tabo, še več pred teboj. Nikoli ne jenja ta stiska hitenja, če sužen si časa, daj malo postoj. Užita trenutek za boljši občutek, razdeli še drugim, nikdar nisi sam. Nikar ne oklevaj in nič ne samevaj, ne delaj bolečih si ran. Prehitro vsem nam čas beži, kam se mu mudi, v življenju vse se nam zgodi. Zdaj smo tu in več nas ni, ne bodi sam, saj z nami si, saj se svet sem nam vrti. Opusti skrb in vse hudo, da skupaj nam še lepše bo. Ne bodi sam, saj z nami si, saj se svet sem nam vrti. Opusti skrb in vse hudo, da skupaj nam še lepše bo. Takole, v tej rundi pa gremo v Dan studio v Celje. Posnetke iz studija in seveda tudi pročelje ste že videli v prejšnjem pogovoru, še enkrat bomo šli s kamero v notranjost. Andreja, v Celju ste prisotni kako dolgo? Od leta 2012. 2012, 3 leta. Že na tej novi lokaciji. Ja, tista prejšnja lokacija ni bila naša, to prejšnjo lokacijo je imel eno podjetje, ki je pač ni poslovalo tako, kot je bilo treba, in jim je dejansko gospa Dancer vzela licenco in takrat smo dejansko mi dobili to ponudbo in se odločili, da prevzamemo zastopstvo za področje Celja, seveda, ampak mi smo dejansko največji studio in pokrivamo dejansko prodajo po celotni Sloveniji. Naj rečem, da tudi sedaj, ko ni več carine in pa mej, tudi precej delamo na Hrvaškem. Lepo. Vašo kvalitetno storitev so prepoznali hitro tako vaši kupci, kot tudi tisti, ki budno spremljajo poslovne poteze različnih podjetij. Bili ste tudi nagrajeni z enim krasnim priznanjem. Kaj ste dobili? Ja, to je sedaj že drugo leto. Gospodarska zbornica Slovenije nam je podelila priznanje Excellent za odličnost poslovanja. Pregledala je pač naše poslovanje, tako finančno, kakor tudi ostalo, tudi seveda dobavitelje in pa naše kupce, tako da smo dobili ta certifikat, ki so nam ga zdaj takoj tudi po preteku enega leta ponovno obnovili, kar smo seveda bili zelo veseli. To je uspeh celotne naše ekipe, to jaz vedno poudarjam, vseh naših zaposlenih in pa tudi vseh tistih naših zunanjih sodelavcev, ki nam pomagajo pri dejansko upravljanju naše dejavnosti. Poznajo vas tako Celjani, kot tudi ljudje od drugod, stranke ne prihajajo samo iz Celja.
čeprav je namen današnje predstavitve v naši oddaji tudi ta, da povabimo tiste, ki morebiti še niso prestopili vašega praga, naj pridejo k vam, naj si pogledajo, kaj vse jim ponujate, kakšno storitev nudite in se prepričajo tudi v tem, da nudite celovito storitev, ne samo to, da prodate neki izdelek, ampak skrbite za stranke tudi kasneje. Mi smo se lotili tega malo drugače, nismo navadna prodajalna, ampak želimo ta stik s strankami narediti malo drugačen, se pravi, želimo do stranke pristopiti v celoviti ponudbi in tudi se stranki posvetiti. Pri nas imajo naši prodajni svetovalci in pa vsi mi vedno čas za stranko, se pravi, ni nikoli stranka omejena, ne vem, na pol ure in potem je naslednji in tako naprej, ampak dejansko stranki se posvetimo od začetka do konca. Veliko je strank, ki, veste sami, da kuhinja ni mali projekt, kuhinja je projekt, ki zahteva v hiši kar nekaj denarja, kar nekaj časa, kar nekaj truda, da se pripravi in temu primerno mi tudi sledimo strankam, svetujemo jim na nek način, nekatere stranke imajo idejo arhitekta, mogoče svetovanja, nekatere nimajo nič. Mi se posvetimo tako enim kot drugim za celovito storitvijo. Moram pa reči, da imamo izredno izkušeno ekipo, specializirano za prodaje prav kuhin dan kuhan, tako pri prodajnem svetovanju, kakor tudi seveda pri tehnični izvedbi. In to je tudi ena izmed naših velikih prednosti. Naj omenim še to, da so naši monterji tudi skoraj vsi mizari, kar pomeni, da lahko tudi določene stvari na samem terenu predelajo, mogoče, če se veste, katera stena tudi ni čisto ravna ali kakorkoli. V izogib temu pa mi opravimo vedno tudi izmere na domu pri strankah, ne glede, kje stranka stanuje, v katerem delu Slovenije je ali kjerkoli, tako da po prodaji storimo takoj tudi to storitev, se pravi, pridemo na dom, kuhinjo izmerimo, tudi če še imate vi staro kuhinjo notri, te izmere potem prilagodimo še enkrat temu izrisu in na to se kuhinja naroči. Se pravi, s tem naj omenim tudi ena taka statistika pri nas je, da 95% izmer nekako pokaže, da je treba nekaj popraviti po samem izrisu. Zdaj pa smo, če si malo preračunate, koliko poti bi mi mogli narediti, koliko nezadovoljnih strank bi bilo s tem, tako da ja, to je ena velika prednost, ki se nam je pokazala, mogoče je v trenutku veliko časa, vzamejo te izmere, tudi veliko poti, pa vendarle stranke so zadovoljne, še tam se posvetuje na licu mesta, verjamem, da je to prava pot in pa ja, ta odnos, mi stranko gojimo en poseben odnos, veste, da je kuhinja prostor, kjer je družina veliko skupaj in temu primerno tudi se mora potem stranka v njej počutiti prijetno, dobro in tako se mora počutiti tudi pri nas na svetovanju. Andreja, hvala lepa. V naslednji rundi bova dala poudarek tudi še na vašo dodatno ponudbo in še eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, morava izpostaviti in to je to, da je Dan kuhan ena blagovna znamka, ki ni tistega zelo visokega cenovnega razreda, da bi bilo strah ljudi sploh pogledati te vaše artikle, te vaše kuhinje, ampak da je Dan kuhan dostopna pravzaprav čisto vsem. Ja, to je res. Nekateri še vedno sedaj rečejo, ja, so vaše kuhinje drage. Ne. Dan kuhan ima v ponudbi zelo široko asortiman, zelo širok spekter, se pravi, lahko nudimo tudi tiste najbolj osnovne kuhinje, potem pa seveda tudi dražje. Cena je odvisna pri nas od izbire modela, od sestave elementov, od izbire ročajev, od trenutne akcije. Veste sami, da ne vem, navaden element z navadnimi vrati je cenejši kakor izvlečni in podobno. Skratka, mi pri nas se lahko prilagajamo strankam tako tistim za osnovne bloke, kuhinjske bloke, kakor seveda tistim najbolj zahtevnim, za najbolj nekako tehnično zahtevne stvari, izvlečne, dvižne, električne elemente in podobno. Ja? In zato je tudi zelo prijetno delati in prodajati takšne kuhne, ker veš, da si dostopen vsem in seveda to je naša naloga, da se potem mi prilagodimo stranki in temu primerno svetujemo glede na njene zmožnosti in pa seveda želje. Tu nadaljujeva, kjer sva zdaj končala in poudarjava še enkrat te zelo pomembne stvari. Mi pa si bomo zdaj privoščili en glasbeni predah in sicer smo za prvi nocojšnji videospot izbrali Modrijane in pa Natalijo Verboten. Skladba nosi naslov Spomni se. Ko si me
nam na deželo je zdaj, zlata jesen prišla, zame pa pust je naš kraj, sama sedim doma, kmalu pobelil bo sneg, najine vse poti, solze polzijo iz vek, tebe pa ni nič. Spomni se pomladne ljubezni te, vrni se, nikar ne pozabi me. Nova bo za naju pomlad prišla, le mi dva v neskupno srečo najdeva. Le mi dva v neskupno srečo najdeva. Ob meni je še vedno Andreja Križnik, vodja Dan Studio Celje, torej Dan Kuchen, blagovna znamka, ki jo ljudje poznajo bolj kot kuhinje, ampak tukaj se vaša ponudba ne konča. Imate seveda ogromno tudi drugih artiklov, ki jih ponujate, od miz do jedilnih kotov, do sedežnih garnitur, kaj še? Ja, nekako našo vodilo je, da stranko nekako poservisiramo v celoti. Stranka pri načrtovanju kuhne sigurno se še poseže v drug prostor. Veliko novih kuhinj ima, oziroma novih hiš ima tudi sedaj, da je v enem prostoru, ne vem, jedilnica, kuhinja, ne? In nekako pri drugih proizvajalcih imajo to problem, da potem ni isti dekor, ni ista barva in tako. Pri nas imamo to veliko prednost, da poleg kuhinje lahko v istem dekorju naprej pripravimo stranki tudi jedilnico, se pravi mizo, naprej tudi dnevno sobo z regali in podobno. Nedolgo nazaj smo stranki pripravili tudi kopalnico. Dan Kuchen v sami ponudbi ima preko 1000 elementov in iz teh elementov pravi prodajni svetovalci, to, kar imamo mi pri nas, naši so res kvalitetni strokovnjaki, lahko dobro to pripravijo in svetujejo in pa seveda izrišejo, tako da pri nas je mogoče vse. Poleg miz seveda imamo tudi v ponudbi stole, sledimo pa kvaliteti, tako da pri nas nižje kvalitete stolov ni, so pa cene izredno ugodne, ampak preverimo vsak stol, vsako stvar, ki jo imamo v ponudbi, jo uporabimo, jo damo notri, jo razstavimo, da sami preizkusimo in šele na to jo prodajamo. Vidimo tule tudi se nam prikazuje laminati in pa tudi PVC podi. To smo pa dodali nedolgo nazaj, ker je vse več strank spraševalo, kaj pa vi mislite, kakšna tla naj dam, kakšno barvo sten, in nekako nam je potem prišla tudi na misel ideja, da v ponudbo damo tudi laminate. To predvsem velja za tiste kuhinje, kjer se renovirajo, stranke ne želijo veliko spreminjati svojega prostora in najlažje je preko obstoječega poda, da se položi laminat. Vse bolj priljubljeni so pa tudi sedaj PVC podi, ki imajo dolgo vzdržljivost in pa zelo enostavno uporabo, in pa mi imamo nekaj tega tudi položeno pri nas v studio, tako da res lahko stranke vidijo, kako to izgleda, otipajo, poskusijo in se same prepričajo res o kvaliteti. Tako kot vidimo v tej ponudbi naši, v vsako kuhinjo pašejo tudi gospodinjski aparati, pomivalna korita, armature in tudi to smo dodali, tako da res stranka pri nas nekako dobi celovito ponudbo kuhinje, jedilnice. V ponudbi imamo tudi sedežne garniture v omejenem, ker nimamo dovolj prostora, sicer imamo zelo kvalitetnega proizvajalca, Rekor, belgijski proizvajalec je to, ki nudi od 2 do 5 let garancije in je tudi možnost pri teh sedežnih garniturah, da dejansko čisto po meri se sestavljajo sestavi, kar je spet ena prilagodljivost glede na opremo. Naj še omenim prej, ko smo se navezala na kuhinje, naše kuhinje je možno
pripraviti in montirati v vsak prostor, ne glede ali je to mansarda, ali je velik ali mali prostor. Zakaj? Zaradi tega, ker se dejansko vsaka sestavlja, vsaka individualno izrisuje in individualno planirajo tudi elementi. Se pravi, lahko je kuhinja 2 metra, kaj 3 metre, lahko je 8 metrov, lahko je podstrešna, se pravi, zelo veliko možnosti, do milimetra natančno se pri nas montirajo, se pravi, še takšne neverjetne ideje so možne pri nas in izvedljive, kar seveda se vidi tudi pri nas na naši spletni strani ali na Facebooku, kjer redno objavljamo vse te montirane kuhne, ki požanjajo kar veliko všečkov. Smo pa videli prej na posnetkih tudi ogromno tistih artiklov, ki si jih lahko stranke sami izbirajo. Tukaj mislim na razne ta držala, na ročaje, na same delovne površine, na pulte, na barvne nijanse, odtenke, skratka tega je ogromno. Tega je ogromno in to je spet ena velika prednost, ki jo imamo tudi pred ostalimi. Zakaj? Točno se prilagodimo želji strank. Vi lahko kombinirate fronto neke določene barve, se pravi prednja vrata, potem izberete drug dekor za delovni pult, za stensko oblogo. Skratka, veliko je teh možnosti, tudi seveda, kot smo rekli, ročaje, same elemente. Skratka, pri nas je vsaka kuhinja, ki pride dejansko k vam na dom, unikat, posebna, prilagojena vašim željam, vašim potrebam in vsak lahko reče, samo ta je moja in edinstvena in res je tako. Super, hvala lepa Andreja, kmalu sva zopet nazaj, zdaj, dragi prijatelji, še en glasbeni predah, ansambel Petka, od petka do petka. V šoli bil sem priden, sem petke le imel, na cesti pa previden, ko vozit sem začel. Zato mi, dragi oče, prav petko kupil je, še danes se okoli petk vrti mi prav vse. Ob petkih večkrat zbrali smo se prijatelji in kakšno zaigrali za dobro voljo si. Kozarčkov pet smo spili, zapili iz srca, spoznali smo, da našo glasbo rad prav vsak ima. Od petka do petka, vsak dan kar brez presledka, igramo vižo to, na ples vas vabimo. Od petka do petka, ni boljšega zadetka, če radi imate nas, zaigramo še za vas. Večkrat zbrali smo se prijatelji in kakšno zaigrali za dobro voljo si. Kozarčkov pet smo spili, zapeli iz srca, spoznali smo, da našo glasbo rad prav vsak ima. Od petka do petka, vsak dan kar brez presledka, igramo vižo to, na ples vas vabimo. Od petka do petka, ni boljšega zadetka, če radi imate nas, zaigramo še za vas. Od petka do petka, vsak dan kar brez presledka, igramo vižo to, na ples vas vabimo. Od petka do petka, ni boljšega zadetka, če radi imate nas, zaigramo še za vas. Od petka do petka, ni boljšega zadetka, če radi imate nas, zaigramo še za vas. Avtohiša Škorjanec, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia.
Poleg novih nudijo pestro izbiro preverjenih rabljenih vozil, bogato ponudbo rezervnih delov in dodatne opreme. Pri njih imajo tudi prevzemno mesto za odslužene jeklene koničke. Svojo ponudbo dopolnjujejo s prtljažnimi sistemi Thule, za katere je možen tudi najem, skuteri Sim ter kolesi priznanega italijanskega proizvajalca Torpado, za najmlajše pa kolesarske prikolice. Avtohiša Škorjanec, največ za vaš avto na enem mestu. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo, kako in kdaj uporabiti obojestranski nanos lepila za keramiko. Pri polaganju keramike najprej z ravno gladilko na podlago nanesemo tanek sloj lepila, nato pa na še svež sloj nanesemo drugi sloj lepila z zobato gladilko, ki ima glede na izbrano dimenzijo oblog ustrezno velikost zob. Pri polaganju debelejših in težjih oblog ter oblog velikih dimenzij priporočamo uporabo tako imenovanega buttering postopka. Nanos lepila obojestransko, na podlago in na oblogo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Parket in keramika Jovan. V razstavno-prodajnem salonu v Latkovi vasi imamo na zalogi več kot 30 000 kvadratnih metrov keramičnih ploščic priznanih evropskih proizvajalcev in več kot 300 vrst parketov, zaključne letve, lepila, PVC talne obloge in drugo. Konkurenčne cene, mesečne akcije do minus 50%, možnost brezplačne dostave, keramika in Jovan parket, dobra za znoret. Da boste za Valentinovo preživeli kar se da prijetne trenutke, nas obiščite, da boste v toplini vašega doma sebi in svojim najdražjim podarili čarobno vzdušje ob soju svečk in omamnih vonjav. Sveče Šeško, Tkalska 17, Celje. V tokratni Vikend Boom akciji sveža žimlja samo 9 centov in prednja četrtodojka le 3,98 € za kilogram. Tuš, vaš slovenski trgovec. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. V primeru izlitja vode ugotovimo mesto poškodbe in ga saniramo. S kamero vam pregledamo vtoke in jih strokovno očistimo. S profesionalnim orodjem za zamrzovanje cevi vam nudimo menjavo radiatorjev tudi med kurilno sezono. Menjamo bojlerje, armature in drugo. Že od 5 dni dalje vam lahko obnovimo celotno kopalnico. Montiramo plinske peči, peči na pelete in peči na drva. Odlikuje nas naša strokovnost, zanesljivost in konkurenčne cene.
Več kot 20 let z vami in za vas instalacije Vrhovšek. V tej rundi, Andreja, je prav, da poveva tudi nekaj več o samih plačilnih pogojih, kakšne možnosti nudite vašim kupcem. Tudi tu smo zelo odprti. Ja, pri nas je možnost kombinirati vsa plačila, tako gotovinska, kakor kartična ali pa kreditna. Naj omenim, da imamo kredite do 36 mesecev brez obresti, kar je za naše stranke sigurno izredno ugodno, in tudi možnosti kredita do 60 mesecev z minimalno obrestno mero. Drugače imamo plačila na obroke z kreditnimi karticami, tudi brez obresti, na 24 obrokov z Dinersom in pa na 12 obrokov z karticami Eurocard, Visa in American in ostalimi. Seveda, največ se pa ljudje poslužujejo še vedno gotovinskih popustov, ki so pri nas nekako tudi določeni skupaj z Dan Kuhnom, odvisno od akcije in podobno. Nekaj je pa tudi seveda naših popustov. Si mi pa povedala, da je najboljša stranka oziroma najboljši kupec, zadovoljen kupec tisti, ki se rad vrača tudi kasneje, ko je že kupil kuhinjo ali pa kaj drugega pri vas k vam in pove, da je zadovoljen, da se tudi kasneje družite. To se mi zdi, da je ena dodana vrednost vaših storitev. Ja, tako kot sem že prej omenila, delamo od vsega začetka z našimi strankami tako, da želimo z njo spostaviti kontakt, da nekako pridemo na eno medsebojno vez. Tako tudi mi delamo v samem podjetju. Moram reči, da smo izredno dobra ekipa, se izredno dobro razumemo in seveda, ja, naše stranke, veliko jih je, ki se vračajo nazaj, hodijo na kave, hodijo nas pogledati, poklepetati in najboljše je pa tisto, da veliko večeri smo že pri njih tudi pojedli, ki so nas povabili po končanem in opravljenem delu. Da ne bova zamudila, Andreja, tukaj vidimo že posnetke iz vašega novega dela razstavnega salona. Tukaj ste odprli en poseben del vašega salona, v katerem razstavljate gospodinjske aparate. To je, bi rekel, nekaj novega v tovrstni ponudbi. Ja, to smo edini studio, predvsem pa Dan studio v Sloveniji, ki imamo res tako bogato ponudbo gospodinjskih aparatov, kako lahko vidite, preko 150 posamičnih kosov različnih priznanih proizvajalcev, tako slovenskih, kakor tujih. Ne samo gospodinjski aparati, kar nekaj je tudi v ponudbi pomivalnih korit različnih proizvajalcev in pa tudi kuhinjskih armatur. Poudarek smo dali tudi na ponudbo prostostoječih hladilnikov, ki so vse bolj priljubljeni. Izbrali smo tudi kar nekaj novih dobaviteljev, med njimi tudi Samsunga, ne omenim, ena taka novost pri nas, in pa tudi Miele, se pravi tudi tista najvišja kvaliteta same ponudbe. Drugače pa v tem razstavnem delu je večino aparatov tudi priklopljenih, tako da lahko stranke tudi to poskusijo in prikažemo tudi delovanje. In pa v prihodnosti, to je odprto komaj dober mesec, v prihodnosti imamo namen tudi pripraviti razne prezentacije, razna kuhanja, kar smo že tudi imeli. Pri nas je že kuhal tudi Marko Pavčnik, tudi Dori so bili gosti in so tudi že nekaj skuhali, tudi Nuša Daren, da ja, to je bilo, sedaj smo veliko energije vlagali v ta novi del, sedaj bo več časa, da pripravimo tudi kak dogodek, ja, in poizkusili bomo katerega od teh aparatov, ki so pri nas v ponudbi, vsi so pa kvalitetni in dobri. Ja, jaz sem tako padel v tale Dan Kuchen, da sem moj scenarij kar malo preskočil. Tale pogovor je sicer bil na vrsti malo kasneje. Če se fanti v naši režiji strinjajo in če je vse tako, kot mora biti, bom jaz šel zdaj mečkan po mojem scenariju nazaj na tisto, kar bi moralo biti, in bomo seveda nadaljevali od naših reklam dalje. In sicer zdajle bomo si privoščili zopet en glasbeni predah, in sicer je to ansambl Spev in pa Roža moja. Roža moja si bila, roža mojih mladih dni,
lepa, nežna, tiha vsa, dala si ljubezen mi. Naj me sliši, da brez nje sanje so odšle, vse sanje tistih dni, vse moje radosti, in da jo ljubim še, ne morem sam brez nje, saj roža moja je. Naj me sliši, da brez nje sanje so odšle, vse sanje tistih dni, vse moje radosti, in da jo ljubim še, ne morem sam brez nje, saj roža moja je. Zdaj že dolgo je tega, ko cvetela zame si, a še vedno misel ta se srca dotakne mi. Naj me sliši, da brez nje sanje so odšle, vse sanje tistih dni, vse moje radosti, in da jo ljubim še, ne morem sam brez nje, saj roža moja je. Naj me sliši, da brez nje sanje so odšle, vse sanje tistih dni, vse moje radosti, in da jo ljubim še, ne morem sam brez nje, saj roža moja je. In da jo ljubim še, ne morem sam brez nje, saj roža moja je. Nocoj začenjamo 5. krog glasovanja za vižo tedna. Poglejmo, kaj vam ponujamo nocoj. Izgubil sem se, tudi njo, ker nisem verjel, da lahko, ko ženska nadivne zlato, zaljubi se vanjo še kdo. Izgubil sem se, tudi njo, zdaj vem, da bila vse, s pogledom pa svojim prodal sem njeno srce. Jaz hodim za njo že leta 3, pa se mi že predolgo zdi. Hočeš biti moja ljubica, ti le tebe srce si želi. O ne, 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 a to pa ne, ljubček tvoja pa že ne. Jaz hočem sama še naprej se veseliti kot doslej. Zadnjič bom jokal nocoj, zadnjič bom jokal za tabo. Z drugo zdaj srečen bom, ustvaril z njo si dom. Zadnjič bom jokal nocoj, zadnjič bom jokal za tabo. Vse tvoje besede in sladek poljo, naj začuti zdaj drug. Prvi predlog ansambl Vikend, Izgubil sem vse. Drugi predlog Iskrice in novi spomini, Jaz hodim za njo. In tretji predlog ansambl Navdih, Zadnjič jokala bom. 090 936 125 popisko 1, 2 ali 3 za prvi, drugi ali tretji predlog. Vsi, ki boste glasovali za katerikoli predlog, pridete v poštev pri našem žrebanju. Ob koncu oddaje bo naš računalnik izžrebal nekoga, ki bo dobil lepo glasbeno nagrado. Nocoj je to darilo naših gostov, ki so bili nekaj časa nazaj pri nas v gosteh, ansambl Donačka.
Ansambel Vihar pa nam bo zdaj podaril eno krasno, nežno melodijo z naslovom Ne primerjaj me z njo. Pride kdaj dan, ko me ni za ljudi. V meni vihar jadra drobi, noro vrti me boli. Zmaga, poraz, solze in smeh, vse to me peče v očih. Vem, da nocoj lepše drugje ti je kot z menoj. In pride dan, ko vsa žari, ko si te noro želim. Čakam kot tat na tvoj korak, ostanem ljubezni berač. Vedno bom tu, a če bo želel, šla bom nekoč brez sramu. Vem, da nocoj lepše drugje ti je kot z menoj. Ne primerjaj kdaj me z njo, ona je prah in jaz zlato. Ona je zdavnaj zatajila vse lepo. Zate je bolj, a jaz sem greh, skriti objem sem vem nočeh, a ne zavrzi naju dveh zaradi njih. Kot tat na tvoj korak, ostanem ljubezni berač. Vedno bom tu, a če boš želel, šla bom nekoč brez sramu. Čeprav vem, da nocoj lepše drugje ti je kot z menoj. Ne primerjaj kdaj me z njo, ona je prah in jaz zlato. Ona je zdavnaj zatajila vse lepo. Zate je bolj, a jaz sem greh, skriti objem sem vem nočeh, a ne zavrzi naju dveh zaradi njih. Takole, jaz pa sem že spet pri naših glasbenih gostih. Anti, 20 let je zdaj za vami, potegnili ste črto, rekli smo, ok je bilo, kaj pa zdaj naprej? Že kaj gledate naprej, kakšne so vaše želje, kaj bi radi še dosegli, s kakšnim tempom šli naprej? Ja, malo prej smo tudi peli na to temo, da čas hitro beži in res je tako, obletnica je pravzaprav ena priložnost, ko o tem malo več razmišljamo. Seveda smo prisiljeni, da razmišljamo tudi, kaj je naprej. Pravzaprav na nek način smo si utrli neko pot, ki jo želimo še ohraniti naprej, pod čemer nas tudi naši poslušalci prepoznavajo. Želimo si seveda veliko še takih doživetij, tudi v prihodnje.
čeravno je zdaj malo druga situacija, kot je bila mogoče pred 20 leti, kar se tiče tudi glasbene ponudbe, pa dejansko splošne ekonomske, gospodarstve situacije v Sloveniji, tako da se tudi temu moraš malo prilagoditi. Vendarle pa, če si iskren, kot je že Boris prej omenjal, najdeš tudi pot do svojih poslušalcev in tako tudi najdejo pot oni do nas, ki še vedno nekako vztrajamo na tej poti, da bi si izborili neki prostorček, ki bi nam zagotavljal to, da našo entuziazem pa vse tisto, kar nas povezuje v izpolnjevanju nekega poslanstva, da naše življenje, naše vsakodnevno delo praktično bogatimo tudi z glasbo in s tem, kar tukaj ustvarjamo, da bi vendarle pustilo še naprej nekaj lepih sledi, ki bi pravzaprav z nekim zadovoljstvom, mogoče malo za stara leta, si potem lahko rekli, lepo je bilo in zagotovo verjamemo, da še bo veliko takih priložnosti, ki bomo lahko na tak način doživljali skupaj. V Sloveniji poznamo kar nekaj ansamblov, ki se lahko pohvalijo z mnogo leti glasbenega delovanja, nekateri celo, no vse mislim, da so kar edini zdaj 4 kovači, več kot 50 let glasbenega delovanja. To so ene take, bi rekel, velike številke, ne. Pričakujete, da bi se tudi vam lahko zgodilo kaj takšnega? Ali je to preuranjeno še razmišljati o tej zadevi? Ja, to je pravzaprav verjetno tudi neka žlahtnost, ki pravzaprav razkriva tudi, rekel, neko dolgoročno usmeritev, da ne deluje samo za nek trenutek, za neko priložnost, ampak da pravzaprav želiš delovati na daljši rok, praktično zareti s časom in na tak način delajte nekaj zase, pa obenem tudi za publiko. Oziroma vsi smo lahko ponosni na takšne naše legende, ustvarjalcev, ki so pustili globoko sled v zakladnici celotnega razvoja slovenske glasbe, kakršnekoli že obravnavamo. Veliko je takšnih avtorjev, na katere smo lahko ponosni, tudi izvajalcev vsekakor. Želimo si, da bi Dori na nek način tudi po nekih letih lahko gledali tako nazaj, da smo pa le nekaj pustili za sabo, vendar tukaj nekih posebnih aktivnosti samo za ta namen, da bi izključno se uvrščali na neke stopniške, se ne upamo napovedati. Naj čas prinese tisto, kar pač želi. Ok, držimo pesti za vas in seveda izvolite. Tam na gričku v naši vasi moja hišica stoji, samo striha ji še manjka, stene in pa temelji. Okna ji krasijo rože, z dimnika se dim suklja. Noč in dan moj dom mi greje, pečki ni zakurjena. Tam na gričku v naši vasi mi družinica živi, le da žene sploh še nimam, me globoko žalosti. Smilijo se mi otroci, ker noben še ni rojen. Res da ni otrok pri hiši, je pa vsak lepo vzgojen. Hojladi, 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 adi, adjom. Hojladi, 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 adi, adjom. Tam na gričku imam kmetijo, njivo, travnik, jablano. Vsi sosedje slabo spijo, ker mi jo zavidajo. V hlevu imam pa tudi živino, eno kravco, ki ni bik. Žal je revica poginila, zdaj pa pasem le njen štrik. Na kmetiji imam kup strojev, enkrat več kot ničkrat 4. Ko brez nafte jih zalaufam, so pri miru kot hudir. A najbolj
boljši je moj traktor, je močan ko kamion, ko ga potisnem dol po bregu, pa leti ko avion. Pri delu rad zapojem pesmi, ki jih sploh ne znam, pa s prijatelji se pohecam, rad takrat, ko ni jih tam. Če pa kdaj me kdo obišče, ga bogato pogostim, da mu pit iz praznih sodov, a za jest od župce dim. Hojladi, 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 jadi, jadjom. Hojladi, 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 jadi, jadjom. Sem pa tja po širnem svetu, se potika dost ljudi. Hišice pa kot je moja, še nobeden vidu ni, zato pa zdaj vse skupaj vabim, preden pesem se konča, pridite me obiskat. Ne boste siti, žejni pa. Znaš to? Maškare so, jele? Ni tako ključno, veš, čakaj, zdaj bo že pa šla drugič. Maske, maske, same se povsod. Ja, to ta bo zdaj ti keden, cel keden bo to ta, veš. Poslušaj ti, samo tako, ko si jo špilo, veš, je bilo kar težko ugonati, kjera je, veš. Je šla malo mim, se meni zdi, veš. No, če bi malo sledil datumom, pa temu bi tako lahko vedel, kjera. Ja, ne, to pojem se prav ne ugibaš, jel? Ampak se ti more že orang fajn zdeti. Se pravi, da se ti zdi, da bi leh teta bila. Nisi pa čist ziher. A vse se imaš kaj zazmotiti, ne? Ja, maškare, veš, zdaj bo ljudi moje, zdaj bo pa se reče ludo. Ludo bo, toto soboto. Pravzaprav, morbiti se bo že kje v petek začeli, jele? Sobota, nedela, ponedeljek rahla pauza, torek malo finale, ali pa veliko finale, še pa se reče post festom, jele, pa v sredo. Mi imamo stalno zapusta, imamo fest pestro, veš. Mi gremo stalno, kje že pa karte špilamo, pa to modo, veš. Mi tako imamo na vodo, veš. Samo jaz, veš, da jaz sem študiral, veš, da bi, rečemo, če bi se midva tudi aktivno vključila v kovo toto pustovanje, imam je specialni predlog, ko bi ti leh bil. No, povej. Skvarno bjedn te ne bi prepozno, veš. Zdaj glede na vremenske razmere, morbit bi šlo še to skozi, kar se temperatur tiče, rečemo, veš, kako predlog, ne vem, če bi ti povedal, veš. Čist einfach kostum bi leh imel, veš? No, povej. Tak bi se, rečemo, čist do nogiga slejko, jel? Ja. Pa bi se pa takle okrog, von pa bi se mal umil, jel? Da bi imel tak belo čerto, pa ured bi si pa mal marmolade porino, pa bi leh bil krov. Ti, jaz pa vem za tebe, kako bi ti lahko bil, veš? Ali pa res, veš. Jaz bi ti lahko zapečil ena vilja v hrbet, pa bi bil kup gnoja. Ja, ti bi jaz znal kup gnoja, ja, veš. Kaj pa v hrbet bi mi vile piko, veš. Tako, ko smo glih pervilih. Kaj ti veš, kjere
lukne pertošči so take najbolj fajne. Zdaj vem, ko smo glih prvila. Une od vil. Iste so specialne senje. Tašče je treba spoštovati, recimo, ne. Zdaj, zapusta, da bi se pa v taščo v blejko, pa tudi nekak ne gre, Ki boš pa tak žlijek? Se to ne moreš čez noč grotati, Blej, če se lijek, samo te, če bi bil tak original, pa moraš biti tak original tudi. Treba v glavi tak biti. Žlijek, tak da, v glavnem, jaz sem štundiral. Ne, pa res, če bi mi dva, rečemo, šla nekam, sam, ko bi se mi dva zrihtala. Ko fajn je biti tak maškora, veš, da te ne prepoznajo. Ne tisti, da je kar že nadavč vejo, kjer je. Mi dva z Jolandi, ko smo vsako leto to hodila, veš. Ali pa res. Okrog, pa ponavadi, kak pa misliš, pa ponavadi še dol Joža Sosa došel z Rom, pa to, veš, pa večkrat tak šli to, pa eno leto je Joža dol šel tudi, veš, pa njegova na tiste nadaljevanke, čist nura, veš, to ne more nič spustiti, samo te mehiške, pa to te limonade, pa to kar skos gleda, veš. Se pa dec zrihtal, pa to v krokodilja se, veš. Krokodil je bil. Original, on je original krokodil, pa to se zrihtal, ona še kar tisto nadaljevanko gleda, je rekel, ko grema zdaj mi dva dol na ples, ali ne grema, ne. Je rekla, pa nekak mi ne paše, pa se slovo počuti, pa to bi rada tu nadaljevanko do konca pogledala, ko je tak napeto, pa to, pa idi som letos, ne. Ja, pa Joža, veš, da som krenil dol s tistim krokodilom na glavi, pa gas dol na ples, veš. Ona pa to nadaljevanko pogledala, bilo fertik, je pa malo ratala, dolg saj si je pa mislila, te pa še grem jaz za Joža tam dol malo pogledat, ne. Se je oblekla. Se pa oblekla, pa imela masko tako, ko Joža ni videl še masko, veš, da ni vedel, kjer je ona, veš. Pa pride ona dol na ples, tudi krokodil, pa samo okrog bob, pa soko zarit, pa soko pa ono, veš. Je rekla, a tak si ti to, krokodil. Je pa rekla, zdaj pa tak ne ve, kdo snijes, ko je imela tako masko, ne. Je pa rekla, zdaj pa, da jaz vidim, če si ti pošten, tako govoriš do mene, veš, je pa šla ona malo, pa ga je ona malo tak, veš, pa on jo, pa si je tak, pa je rekla, gremo malo odzadi tam, pa tako je bil za to, pa odzadi jo je takoj naskočil, ne se veš, takoj nopoj pa pride domov, jezna, ko strela, on je že pa domov ležal, veš. Ali pa res. Je rekla, meni vseeno, kaj se je naredil. Sploh nisi vedela, da snijes, pa si šel to delat, pa je pa rekel, neč ne vem, ko mi govoriš, je rekel, ka sem bil tak jezen, dol ni nič valil na tistem plesi, sem pa šel k Joži rajši karte špilat, je rekel, jaz sem pa masko dal onem mojem kolegi od krokodila, pa je pol on jo imel. Ja, veš, to se marsikaj zgodi, veš. Naš Pepč, veš, kakšne prebliske je pa on jemo. Sej ga, ko se boš obleko za maškole? Je rekel, ti ne smem povedati, ker me boš prepoznal. No, fajn. Sam sem jaz zvedel, veš. Se je hotel oblečiti v Adama, veš. Adamov kostim. Zdaj, že geštel ima tak, ti povem, da ga komi obleče, ga gledaš. In študiral, kakšne bo zgledal, ko bo onak pojel. Te pa pubeca pojasno je rekel, ti je tam v cvetličarno, pa mi prines en tot, se reče, list, jele? Lipov je to bomo. Lipov list, za tudi spredi, ker jaz bom Adam za maškore. Je prinese, veš, tak Lipov list, tak je bil, ko pa vem, tak ene 5x5, jel? Je rekel, to je premajhen, to se bo vse ven videl. Jed nazaj pa več ga prines, gre pjeb. Je rekel, čujte, gospod, ate je rekel, da je to mal premajhen list, da se mu bo vse ven videl. Temu je dal pa mal tak več ga je zbral, tako na 10x10 je že bil, veš. Prinese domov, je rekel, pa sem ti rekel, da mi več ga prines. Ja, ate je rekel, se te je enkrat večji. Premajhen je, pol stvari mi bo ven gledal. Gre nazaj, je rekel, jaz se vam res opravičujem. Ate me je spet nazaj nagnal. Je rekel, da tet list je tudi premajhen, da se mu bo pol ven videl. On bi pa rad to vse skril. Temu je pa najdo enega takega, ti povem, skoraj pol metra, na pol metra je bilo.
ter nese domov, je mislil, no zdaj pa končno bo ate zadovoljen. Kaj si ti nor? Ko je foter zagledal tist list, je znoro, je rekel pa premejhen, vse se bo ven videl, vse ne, ampak tu bo ven lezl, pa tam bo ven lezl, če viš, da je tega toliko. Gre nazaj, je rekel Pep, ate me je spet nazaj nagnal. List je še kar premejhen, je rekel ate, da se mu bo tu ven videl, pa tam ven videl, tega je imel pa on tisti svetičarni 20. Tak je rekel mul, zdaj pa pej domov, pa fotro takle povej, naj si jajce flikne takle gor čez herbet, tam mal ga pa v goflo, pa naj bo raj potaplač. Je odšla neznano kam, samega me je pustila in očeta ne poznam. Rasel sem kot divja roža, vedno žalosten in sam, iz srca pa vrele pesmi so mi noč in dan. Ne preštevam ur, ne dnevov, vedno prazen žep imam. Kličejo ljudje za mano, daj zašpilaj nam cigan. Večni bom ostal popotnik, siva cesta moj je dom. Moja ljubica kitara, z njo v rokah umrl bom. Ponuja, se bojim jemati si, ker v bogatstvu lepoti rade skrite so pasti. Tudi če pod milim nebom jaz sladko brezskrbno spim, nočem slabega nikomur, v miru jaz živim. Ne preštevam ur, ne dnevov, vedno prazen žep imam. Kličejo ljudje za mano, daj zašpilaj nam cigan. Večni bom ostal popotnik, siva cesta moj je dom. Moja ljubica kitara, z njo v rokah umrl bom. Večni bom ostal popotnik, siva cesta moj je dom. Moja ljubica kitara, z njo v rokah umrl bom. Moja ljubica kitara, z njo v rokah umrl bom. Andrej, ob koncu nocojšnjega druženja je prav, da zaokrožimo to vašo celovito ponudbo še s tistim upravilom, ki jim rečemo pika na i. Torej, začne se z
izrisom, z izmirami, potem seveda, ko se enkrat stranka odloči, je tukaj še brezplačna dostava in pa seveda tudi montaža. Točno tako, ja. Pri nas je brezplačno, tako kot smo omenila, najprej svetovanje in 3D izris, nezavezujoče, se stranka odloči ali ne. V primeru, da se odloči, pridemo na dom, naredimo brezplačne izmire na domu, na podlagi tega se potem kuhinja naroči, seveda potem priteče zraven tudi dostava, ki je tudi brezplačna. Pri nas je dostava takšna, da se dejansko vnosi kuhinja v sam prostor na licu mesta in potem tudi sama montaža. Montaža se upravi v celoti, tako da dejansko stranka v primeru, da kupi pri nas tudi aparate, in ugradimo in zmontiramo tudi aparate in električne tudi priklopimo. Se pravi, kuhinja v enem dnevu od začetka do konca, opravljena vsa dejavnost, zvečer lahko stranka že pripravi slastno in okusno večerjo. Ja. Tukaj vidimo posnetke vaših monterjev, ki zelo natančno opravijo to opravilo, da potem stranka nima nobenih težav. Če pa slučajno pride do kakšne težave, pa poskrbite tudi za to, da to vrsten servis izvajate tudi kasneje. Normalno, dejansko Dan Kuchen daje garancijo na kuhinje 5 let, na okovje pa garancija doživljenjska, kar pomeni, da vedno vam brezplačno zamenjamo okovje, v primeru seveda, če se to iztroši ali pokvari, kar se dejansko ne. V primeru, normalno, vsi se lahko zmotijo, prije tudi do kakšne poškodbe na transportu ali podobno, v določenem roku, ki je zakonsko določen, odpravimo te težave, kar se da hitro in tudi kvalitetno, tako da res stranka mora pri nas biti zadovoljna, zaključiti jo moramo čim prej in čim bolj kvalitetno in te naše storitve res se trudimo, hodijo fantje na izobraževanje, nenehno smo v stiku tudi s tovarno za kakšne posebnosti, novosti, smo le njihov največji studio v Sloveniji in moram reči, da je to za njih tudi pomemben trg in temu dajemo tudi veliko pozornost, predvsem montaži, kot ste videli, in vsej tej dejavnosti od vsega začetka do konca, ker le če smo vsi dejansko kvalitetni, strokovni od začetka do konca, potem je tudi stranka zadovoljna in to nam je res tisto največje zadovoljstvo in pa veselje. Ob koncu samo še povabilo, naj pa vsi tisti, ki so danes gledali to oddajo ali pa morajo biti samo slišali za vas, da pridejo v vaš razstavni prostor, da vas obiščejo, kje vas najdejo, da še povemo točen naslov in lokacijo. Ja, najdete nas na Teharski cesti 4 v Celju, za vse tiste, ki mogoče poznate bolje bivši Toper, so to prostori, ali pa oddalec se vidi rdeča barva, naša značilna, drugače pa pod železniškim podvozom pri železniški postaji proti Teharski cesti in ja, tam smo mi, najdete nas tudi na spletu, www.danstudio-celje.si in tudi na vseh družabnih omrežjih, na Facebooku, tako kot sem rekel že prej, Dan Kuchen, pomišljaj Dan Studio Celje, tam objavljamo vsakodnevne te montirane kuhinje, akcije in podobne stvari, tudi na Instagramu s enakim naslovom, tako da tudi na teh ni težko, tudi po telefonu se lahko naročite na 03 620 03 30, skratka priporočamo pa, ja, da si termin rezervirate za 3D izris, zakaj? Zaradi tega, ker so precej polni termini in potem res vzamemo takrat čas za vas, uskladimo in nekje 2 ure ste potem pri nas in res najdemo tisto najboljšo rešitev. Super. Andreja, hvala lepa. Jaz še samo za trenutek skočim do naših glasbenih gostov. Primož je tisti glavni odgovornik, ki vedno na koncu nastopa kvinteta Dori, da piko na i. Lej, Primož, v teh 20 letih se ti je marsikaj dogajalo. Mi smo pretekli četrtek oziroma kar cel teden spremljali vaš video spod starejšega datuma z naslovom skladba Avto moj ne ve, avto ni vedel kam in kako, skratka to so že stare zgodbe, potem so ti ukradli klarinet, krava ti je ušla, vse sorte se je dogajalo v teh 20 letih, a je še sploh ostalo kaj takšnega, da se ti lahko zdaj v prihodnosti, v bližnji prihodnosti zgodi? Kaj pametnega? Življenje je pestro, tako da vedno se ti lahko kaj zgodi, vedno kaj kakšna
pripravljen na vse vedno to? presenečen, ampak jaz sem vedno pripravljen, ja, vedno nizki štart in nikaj. Ok, držimo pesti, da bi to vrstnih težav bilo v prihodnje čim manj in da bi bila vaša glasba takšna, ki bi navduševala vaše oboževalce, poslušalce in pa seveda zadovoljila tudi vašo dušo. Ja, hvala lepa. Mi se kompletni kvintet Dori tega itak poslužujemo in si želimo, na tem tudi delamo, tako da hvala vam, hvala televizijam, hvala v bistvu vsem skupaj, predvsem pa našim gledalcem in poslušalcem, ker če njih ni, je naše delo neč vredno, kajti v kleti, ko vadimo, tisti sodi buhvaj nimajo, ki je veliko od nas, mi pa od njih. Hvala lepa, izvoli. Študent bi bil, pa ne morem stat, ko se dan budi, jaz šele grem spat. Študent bi bil, od srca res rad, a mi knjige ni za brat. Jaz kmet bi bil, žal pa to ne gre, kjer normalen bik čisto vsak dan žre. Jaz kmet bi bil, od srca res rad, a bi slab bil rezultat. Zato sem muzikant in to življenje mi je v veselje. Ko pojem in igram, izpolnim svoje in vaše želje. Zato sem muzikant, po noči špilam in po dnevi spim. Z dekleti rad poplavšam, za dobro voljo poskrbim. Kaplan bi bil, žal pa to ne gre, ker prelepih punc nočem tvegat se. Kaplan bi bil, od srca res rad, a me moti celibat. Natakar sem že poskušal bit, pa sem mislil, da moram skozi pit. Natakar bi od srca bil rad, a postal bi pivski brat. Zato sem muzikant in to življenje mi je v veselje. Ko pojem in igram, izpolnim svoje in vaše želje. Zato sem muzikant, po noči špilam in po dnevi spim. Z dekleti rad poplavšam, za dobro voljo poskrbim. Za dobro voljo poskrbim. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo, kako in kdaj uporabiti obojestranski nanos lepila za keramiko. Pri polaganju keramike najprej z ravno gledilko na podlago nanesemo tanek sloj lepila, nato pa na še svež sloj nanesemo drugi sloj lepila z zobato gledilko, ki ima glede na izbrano dimenzijo oblog ustrezno velikost zob. Pri polaganju debelejših in težjih oblog ter oblog velikih dimenzij priporočamo uporabo tako imenovanega buttering postopka. Nanos lepila obojestransko, na podlago in na oblogo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si.
Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Parket in keramika Jovan. V razstavno-prodajnem salonu v Latkovi vasi imamo na zalogi več kot 30 000 kvadratnih metrov keramičnih ploščic priznanih evropskih proizvajalcev in več kot 300 vrst parketov, zaključne letve, lepila, PVC talne obloge in drugo. Konkurenčne cene, mesečne akcije do minus 50%, možnost brezplačne dostave. Keramika in Jovan parket, dobra za znoret. Avtohiša Škorjanec, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia. Poleg novih nudijo pestro izbiro preverjenih rabljenih vozil, bogato ponudbo rezervnih delov in dodatne opreme. Pri njih imajo tudi prevzemno mesto za odslužene jeklene koničke. Svojo ponudbo dopolnjujejo s prtljažnimi sistemi Thule, za katere je možen tudi najem, skuteri Sim ter kolesi priznanega italijanskega proizvajalca Torpado, za najmlajše pa kolesarske prikolice. Avtohiša Škorjanec, največ za vaš avto na enem mestu. V tokratni Vikend Boom akciji sveža žimlja samo 9 centov in prednja četrtodojka le 3,98 € za kilogram. Tuš, vaš slovenski trgovec. Da boste za Valentinovo preživeli kar se da prijetne trenutke, nas obiščite, da boste v toplini vašega doma sebi in svojim najdražjim podarili čarobno vzdušje ob soju svečk in omamnih vonjav. Sveče Šeško, Tkalska 17, Celje. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. V primeru izlitja vode ugotovimo mesto poškodbe in ga saniramo. S kamero vam pregledamo vtoke in jih strokovno očistimo. S profesionalnim orodjem za zamrzovanje cevi vam nudimo menjavo radiatorjev tudi med kurilno sezono. Menjamo bojlerje, armature in drugo. Že od 5 dni dalje vam lahko obnovimo celotno kopalnico. Montiramo plinske peči, peči na pelete in peči na drva. Odlikuje nas naša strokovnost, zanesljivost in konkurenčne cene. Več kot 20 let z vami in za vas instalacije Vrhovšek. Vižja tedna, jaz hodim za njo, ansambl Iskrice in Novi spomini. Branko Grm pa je dobitnik CD plošče ansambla Donačka. Časa za dvig svoje nagrade ima Branko teden dni do prihodnega četrtka. Andreja, hvala lepa za obisk v našem studiu. Vse dobro, veliko poslovnih uspehov. Tudi vam, dragi fantje, želimo vse dobro
v vaši nadaljni glasbeni karieri, čim manj težav in čim več dobre glasbe. Vam, dragi prijatelji, pa lep pustni vikend, če se boste kaj maskirali, prav, če boste samo uživali v pustnih nočijah, tudi prav. Lep teden in vidimo se zopet prihodnji četrtek. Hvala lepa in lahko noč.